Z gradbenimi in sanacijskimi deli na Poljanah so pričeli že lani jeseni in do danes uredili najboljšo športno infrastrukturo. Ta investicija je na področju športne infrastrukture največja bila v Mariboru. Pomembno je, da je bila brez dileme podprta s strani Fundacije za šport. Obnova stadiona je stala nekaj več kot $500 000, od tega je šlo večino denarja iz mariborskega občinskega proračuna, 72 tisočakov pa je prispevala Fundacija za šport. Kadar lokalna skupnost, v tem primeru Mestna občina Maribor in fundacija združita moči in aktivnosti pripeljeta do konca, to pomeni za slovenski šport novo pridobitev. Stadion na Poljanah je pridobil nacionalni pomen za šport, na kar je opozoril tudi predsednik republike. Slovenija v tem smislu izstopa, da so ti objekti odprti za javnost, da ljudje lahko pridemo, da se lahko rekreiramo. Na stadionu je skoraj 10 000 kvadratnih metrov najbolj kvalitetne športne obloge. Popolnoma obnovljena so vsa atletska prizorišča. Celoten stadion pa je instalacijsko obnovljen tako, da omogoča vodenje tekmovanj z najsodobnejšo IT opremo. Izjemno dobra steza, nova preplastitev. Da je obnova še kako pomembna, so opozorile tudi nekdanje atletinje, ki so v svoji športni karieri nizale izjemne rezultate. Sedaj, ko je eden najmodernejših stadionov v Evropi in definitivno lahko rečemo najmodernejši, kaj se infrastrukture tiče v Mariboru, v Sloveniji, da smo lahko vsi ponosni na to. 22 let sem preživela na tem stadionu in upam, da bo zdaj ta nova steza tudi prinesla toliko dobrih rezultatov, kot je bilo v preteklosti. To je bila ena izmed najpomembnejših športnih investicij v Mariboru, ne pa edina. V letošnjem letu bomo obnovili bazen v kopališču Pristan. Prihodnjo leto je na vrsti Mariborski otok skozi javno-zasebno partnerstvo. So pa nove površine atletskega stadiona Poljane takoj po otvoritvi preizkusili tudi dijaki in dijakinje na državnem prvenstvu v atletiki.